Zdaj pa snemam, Take Two. Met in čaj, podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, trendih in tehnologijah prihodnosti, z ljudmi, ki medije delajo, v njih živijo, z njimi živijo ali pa se z njimi ukvarjajo tako ali drugače. To je spet ena od tistih epizod, kjer Nataše ni, kjer sem sam, zato ne morem reči you go girl, čeprav je pač poleg mene girl, woman, ženska, ki živi, ki je integralen del presečišča medijske scene, medijske industrije in glasbene industrije v Sloveniji. O tem je to industrija ali ne, bomo še kakšno rekli. Ampak 100 let se že poznava in prvič te vendar lahko pozdravimo v Metinem čaju. Veliko čast in veselje mi je Šantal van Maurik. Živjo. Živjo. Ful mi je lepo, da sem lahko tle danes. Zelo se veselim najin pogovor. Hvala ti za povabilo. Poanta Metinega čaja je pač o tem, da se, ne bom rekel zdaj sam prijateljsko, ampak da se pač, da nimamo nekih časovnih omejitev o tem, da naj ne preganja ura, tako da pač tale pogovor bo šel, kamor bo šel, jaz se ga neskončno veselim, ampak vsak Metin čaj začneva z vprašanjem o neki karierni ali pa kakršnikoli pač profesionalni poti gosta oziroma v tem primeru gostje. Torej, Šantal, kakšna je tvoja ta karierni lok, kako si ti prišla do točke, na kateri si zdaj? Ja, dobro vprašanje. V bistvu, če zdaj gledam nazaj, pri svojih 52 letih, vidim, da je to bilo vedno v zvezdah zapisano, najbrž. Ampak do zdajle, oziroma do pred parmi leti, ko sem se pridružila Sonic Tribe, to bova najbrž kasneje še več o tem, nisem tako zelo močno razumela, da je to pravzaprav moja pozicija oziroma da je to pravzaprav področje, kjer sem jaz najbolj doma, kjer se tudi najbolj počutim doma. In to predvsem najbrž zato, ker doslej so se stvari bolj ali manj zgodile. Torej, jaz sem prišla v Slovenijo leta 98 in takrat sem bila še študentka, jaz sem še dokončala magisterij in potem, ko se je prvi otrok rodil, sem jaz iskala službo in ravno takrat je moja prijateljica Petra je rekla, pri Dallasu iščejo nekoga, so imeli oglas v časopisu, let's take a moment, tiskan oglas v tiskanem časopisu, da so pri Dallasu, torej založba Dallas je iskala tajnico. In sem se jaz prijavila, ne zato, ker sem imela neka, kaj bom rekla, ideja, da lahko upravljam delo tajnico, ampak zato, ker sem nekoga poznala, ki je delal na Dallasu in sem mislila, saj mogoče pa lahko kaj pomagam. In seveda, kot tajnica ne bi bila kaj prida, kot se temu reče, ker niti nisem govorila ne slovensko, ne hrvaško, kar je bilo pomembno za to vlogo, ker Dallas ima sestrsko podjetje v Zagrebu. In skratka, torej to ideja, da bi jaz bila tajnica pri Dallasu je čisto zgrešena je bila, ampak so pa takrat je lastnik, direktor Goran Lisica Fox je rekel, mi imamo pa v bistvu delamo za EMI, torej ta major label EMI in oni imajo tovarno na Nizozemskem, in mogoče bi bilo fajn, da imamo pač nekoga, ki govori nizozemsko, da lažje komunicira, ker so vse CD-je in vinilke so takrat tiskali tamle v te tovarni na Nizozemskem. In sem rekel, In seveda, kasneje sem razumela, da je v bistvu glavna poanta je bilo to, da je Foxu zdelo strašno zanimivo in zabavno, da ima Nizozemko oziroma nekdo, ki sploh ne govori slovensko, ki promovira slovenske glasbene izdelke in slovenske glasbenike. In tako se je začelo. Tako da ful sem hvaležna še vedno Foxu, da mi je takrat dal priložnost, da mi je tudi skupaj z ženo, da sta
uredila te papirje, ki takrat so še bile potrebno, ne, torej dovoljenje za delovno dovoljenje. In takrat so je v bistvu nekako začela mojo pot znotraj glasbene industrije oziroma kot, bom rekla, podporna sila glasbenikom slovenskem in sem ugotovila, da je to pravzaprav nekaj, kar mi je zelo blizu. Seveda, kar je malo, bom rekla, ni problem, ampak je pa realnost, je ta, da v slovenski glasbi oziroma na ta način, kako se jaz ukvarjam s glasbo in z to glasbo, za katero se jaz ukvarjam, tam ni veliko denarja, v smislu, da smo vsi zelo lahko bogati, si polnimo žepo in vozimo debele avtomobile, ne, tega ni. In seveda sem potem kasneje imela idejo, ki zdaj vem, ko gledam nazaj, to sem to prej rekla, je zgrešena, sem imela idejo, da moram kaj več, da moram neka kariero delati, da moram neka strašne visoke leteče cilje loviti ali pa da moram delati stvari, ki dejansko proizvajajo več denarja oziroma ki meni zaskrbijo, zaradi katerih bom jaz imela več denarja. In sem potem začela delati na SAIA, ne, to je ta School of Audio Engineering, in skoraj 10 let delala za njih tudi mednarodno, torej znotraj evropske regije, ne, torej več teh šol skupaj. In seveda tam je bilo več denarja in tam je bilo večje plače in vse to, ne, ampak hkrati je bilo to tudi, kaj bom rekla, ne toliko za dušo, kakor je glasba na koncu vedno zame. In potem, ko se je ta služba to po covidu in vse te stvari, se je to na nek naraven način, so se naše poti razhajali, ne, torej moje in ta šola. In sem gledala okoli in ne boš verjel, to je mogoče lepa zgodba, ne boš verjel, tisti dan, ko sem jaz peljala družina v restauracijo Čang, ne, bom zdaj malo reklamo delala za našega prijatelja Čanga. Jaz sem prijala družino na kosilo, zato ker sem tisti dan dobila na računu napisano odpravnino iz SAIA. In pridemo noter in tam sedijo za mizo Igor Ivanič, Tina Juršič, Tadej Košir in Oskar Cafnik, ki so bili jedra Sonic Tribe takrat. In oni so bili tam, da so imeli debato o tem, kaj bomo s Tribom, kako gremo naprej, ker se je tudi pri njih prišlo do nekih sprememb in je en ključen človek je šel. In so pač malo si praskali po glavi, ker niso pravzaprav imeli so imeli velike ideje, ampak ne časa. Saj to je vse en podjetje, je vse nekaj, kar je treba voditi na dnevni bazi, kar moraš organizirati, kar vse te stvari. In niso imeli v bistvu človeško, kako se mi reče, silo, ne? Torej delovno silo za to. In jaz sem prišla, mi se poznamo seveda že odkar sem prišla v Slovenijo, tudi Miha je včasih delal z Igorjem. In je bilo to res tako, kaj pa vi tukaj, kaj pa ti tukaj. Naslednji dan mi je poklical Igor in je rekel, če pa ti ne delaš več na SAIA, kaj pa potem delaš, a bi mogoče prišla k nam. In je bilo v bistvu v roku enega meseca je bilo to že urejeno in je res tak prekrasen, lep naravni fit, ko veš, da vse štima, da so vse zvezde postavili v pravo konstelacijo in to. In takrat, oziroma od takrat sem torej direktorica in solastnica glasbene agencije Sonic Tribe. No, o poslu glasbenega, kaj je to, agencijska poslu glasbi, kaj je to, menedžeriranje, zastopanje, PR, o tem se je o Sonic Tribe bova rekla, ampak vendarle te moram vprašati, ker ne, jaz sem tebe, oziroma midva sva se spoznala v krogu pač širšem tem radijskem, ne, in tako dalje, sploh v času, ko so založbe prehajale iz dajmo radijske postaje zalagati z albumi
dajmo jih zalagati z CD-eri, kjer so bili singli gor, do MP3 po mailu. Ne? Ampak vedno znova se je, saj v pač tem našem krogu Radia Kaos, pa predtem Slovenskega poslovnega kanala, ampak predvsem Kaosa, no, tam se bolj spomnim, je bilo učak, da moš dal poklicati. Vedno je bilo, ne, ti si bila tako prva točka za karkoli, ne. Ker se je dal s tabo se te poklicati, pa si povedala, pa če se je dal, kar ko smo rabili, ne vem, ali je bil to single, ali je bil to intervju, ali karkoli, pač tebe se je poklicati. In kaj se pravi, rekla si 98, Dallas, potem ta School of Audio Engineering do leta 2000, nekaj mi kle manjka vmes. Ja, nekaj sem preskočila, nikar nisem hotela tako zelo dolgo to vse povedati, ampak imaš prav, ne, in najprej to hvala, Aljaž, ful lepo, da ste imeli ta občutek, ne, ker definitivno je to nekaj, kar strmim k temu, ne, da sem res v podpori toliko izvajalcem kot tudi medijem, ki si v bistvu delajo delno program z glasbo. Ne. Skratka, ja, iz Dallasa torej to je bilo v bistvu prvič, ko sem imela ta občutek, da moram nekaj več, da rabim, da moram neka kariero delati, ne, oziroma da to znotraj glasbe ne morem napredovati ali pa ne vem kaj, in sem šla takrat delati za zavod IPF, to je bilo leta 2005, in potem seveda pri zavodu IPF sem jaz dejansko pogorela v smislu, da v nekem trenutku nisem mogla več, zato ker takrat to so bili začetke zavoda IPF, oziroma to do nekako prve, druge delitve denarja je prišlo še z mano. In to so bili zame zelo težki časi, zato ker mislim, jaz to zdaj rečem takole, ne, to malo grdo od mene, ampak upam, da mi ne bojo ljudje zamerili, ampak jaz velikokrat razmislim v tem času in mislim, to je bilo vsak, ki je imel 5 minut, je poklical Šantal na IPF-u in me nadrl, ne, in nihče ni bil zadovoljen. Ne uporabniki glasbe, ki so morali plačati za to, ne upravičeni, ki pač so morali dobiti ta denar, ne tisti, ki so postavili pravilo, kako se je treba ta denar deliti. Skratka, je bilo zelo, zelo težek čas, ne, in sem nehala delati tam in sem potem bila nekaj časa doma, na kar sem seveda spet se nosila, ker to tako gre, ne. Če si preveč časa doma in tvoj mož je glasbenik, kar pomeni, da je tudi on veliko časa doma, potem hitro zanosiš, ne. To 1+1, ne. Skratka, in pol pa se je leta 2009, novembra se je rodila naša Maja in kmalu zatem mi je poklical Janez Dovč. Tudi ful lep trenutek je bilo to zame, ker midva z Janezom sva se vedno malo takole gledala na daleč, ne. On je glih 1 leto prej začel s festivalom Godi Bodi in glasbena založba oziroma glasbena zadruga Celinka, ki so se zelo močno, kaj bom rekla, pozicionirali na področju slovensko etno glasbo in kvalitetna pop glasba v slovenskem jeziku, ne. In jaz sem takrat, čakaj, kako je prišlo do tega, da me je on poklical? Mislim, da jaz sem iz Dallasa nesla s sabo še, da sem delala z Kataleno in da potem, ko je Boštjan Narod imel svoj prvi solo album, je poklical mene in mi je prosil, če mu pomagam pri promociji tega izdelka. In sem jaz seveda malo bila takole, okej, ne, ker itak sem bila na pol doma, oziroma Maja je imela mogoče 3-4 mesece, in sem rekla, okej, lahko, ne, z veseljem. In sva to v bistvu začela delati in je bilo ful tak, res lep projekt je bil to in krasne komade in super sodelovanje tudi. In takrat me je poklical potem
Janez Dovčker je pač opazil to in je rekel, to bi bilo pa ful fajn, če bi lahko še na ta način podprla tudi Godi Bodi in Celinka. In ja, takrat se je začela dolgoročno v bistvu prijateljstvo in sodelovanje, ki še vedno traja v nekoliko drugačno obliko zdaj, ampak še vedno sem ponosna članica sveta Godi Bodi, kar pomeni, da še vedno skupaj oziroma prispevam svojo mnenje in kjer se da tudi svojih, kaj bom rekla, storitev pri festivalu Godi Bodi, ki seveda letos drugič bo, ali tretjič je, ne, drugič, tretjič, sorry, malo mi življenje Že v redu, čas je relativen, ja. Ja, čas je relativen, ja. V Cankarjevem domu, ne, in ja, torej takrat sem začela delati s Celinko in to je bilo, v bistvu je Sonic Tribe, ta sodelovanje s Sonic Tribeom nekako logično nadaljevanje tega, te dve stvari, ne, torej na eni strani ta ljubezen do slovenske glasbe, ki jaz ne vem, od kod je prišla, to je res prav zanimivo, ampak okej. In ta druga stran to, da želim doseči čim širšo publiko z tem, kar delam, ne. In Celinka zaradi svoje, kaj bom rekla, svoj profil, svojega profila je dost, in to je tudi pomembno, da ostane taka, kot je, ker se ukvarja res z velikim delom slovenske glasbene dediščine in jezikovne dediščine tudi, ki se meni zdi zelo pomembno, ampak tudi ne vedno namenjeno širši publiki, ne. Kar pa delamo pri Sonic Tribu, je pa v bistvu neka nadaljevanje temu, ne, torej ohranimo to idejo slovensko glasbo, oziroma večinoma v slovenskem jeziku, ampak poskušamo vseeno doseči malo večjo publiko, ne. Ampak ja, seveda, ta glasbo, torej Celinka, Godi Bodi, ne, takrat seveda sem prišla tudi veliko na radio in torej tudi velikokrat na Radio Kaos, ja. No, ampak za tiste, ki se morda sprašujete, ne, IPF je ena od nekaj zdaj avtorskih agencij, ena od dveh velikih, se mi zdi. Zgodba pač, oziroma situacija, ko se je pa pojavil, mislim, da smo bili pa radijska scena bila kar ogorčena, ker zdaj bi moral biti še en dodatno, ki bi bilo treba plačevati, ne. Hkrati pa to, kar si rekla, ne, izvajalci, sploh tisti manj popularni, ne, so bili tudi ogorčeni v tem smislu, še en, ki nam ne bo nič dal, ne. Tako nekako se je takrat to je sentiment, ni nujno, da je bil pravilen, ne, ampak tako je bilo, to sem rekel zdaj samo za kontekst tega, ne. Je pa to verjetno, ne, zdaj, ko gledam nazaj, to je bil čas po eni strani debelih krav, to je bilo par let pred zlomom gospodarskim, ne, in takrat se je zdelo, da je v medijih nasploh denarja ogromno, ampak večina tistih, ki smo v tem delali, pa od tega nismo veliko imeli, tako da najbrž je bil to del tega, ne. Mislim tudi za glasbenike in tako dalje. A je veliko denarja v slovenski glasbi? Ja, jaz mislim, da v slovenski glasbi kar, mislim, ni to zdaj svetovni velik denarja, ne? Ni to zdaj gremo vsi v Dubaju živeti, ne? To ni, ampak če gledaš določene izvajalce in določene, kaj bom rekla, sistemi, mislim, da je možno od slovenske glasbe, oziroma ne, bom drugače rekla, je možno od glasbe bogato živeti v Sloveniji. Ja. No, ampak da nadaljujeva, da prepeljeva to zgodbo do konca. Sonic Tribe. Kaj počnete? Rekla si že, da je to na nek način izpeljava oziroma offshot dela pač tvojega angažmaja v Celinki, ne? In skratka, kaj počnete in kaj Sonic Tribe agencijo dela specifično v odnosu do vseh ostalih agencij na slovenskem trgu? Mislim, ne vem, če smo special, ampak veš kaj, Sonic Tribe je v bistvu
glasbena agencija, to je prva, ne, torej mi nismo založba v smislu, da samo delamo distribucijo in marketing in promocijo za izvajalce, ampak tudi delamo vse ostalo. To pomeni, da velik del našega časa gre v bistvu v snujanje, kako ste mi reče, načrtov in planov, dolgoročne tudi, s katerimi poskušamo v bistvu nekako izvajalcu dati celotne, kaj bom rekla, vse, kar potrebuje za to, da lahko dela, ne, in da lahko ustvarja. Od tega, da kje bo letos, kdaj bojo plošči išli, kdaj bojo singli, do tega, kje bojo koncerti, kakšni koncerti, do tega, kakšna bo celovito grafična podoba, kakšne bojo fotografije, kakšne torej vizualne podobe. In delamo to vse večinoma torej znotraj iste strehe, ne. To pomeni, da imamo tu v hiši organizator koncertov, booking agent, imamo tehnično pomoč, imamo producenta tudi na nek način, imamo torej marketing, promocija, vse te stvari in imamo veliko, kaj bom rekla, veloume, ki skupaj se pogovarjamo o tem, kaj bomo naredili, ampak predvsem, kaj sem jaz v preteklost doživela in na Dallasu in tudi kasneje na Celinki, je ta, da je bilo nek, kaj bom rekla, nek razdalje med te industrijske strani, ne, torej tam, kjer sem jaz, in ta izvajalski strani, ne, torej tam, kjer se ta ustvarjalni del zgodi. In da je potem prišlo, da sem jaz velikokrat prišla do situacije, da sem dobila na mizi končen izdelek in evo, zdaj pa to prodaj, ne. In kadar je ta izdelek super optimalen, je to fantastično in to ni tok problem, ne, ampak hkrati pa je drugačen odnos imaš do tega, ne, torej ne moreš tako dobro predstaviti izdelek, ki ni tvoj, če je to pač nekaj, kar si dobila oziroma kar sem jaz dobila v roke in zdaj pa ti delaj s tem, ne. In kar mi poskušamo delati tu na Sonic Tribe, je v bistvu, da vse delamo skupaj, ne, torej da tudi v ustvarjalnem procesu smo vpleteni. To ne pomeni, da mi zdaj izvajalcem, to ni Hit Factory, ne, ni to Stock Aitken and Waterman, ne bomo mi zdaj, ne, to morate takole delati, ampak želimo pa biti del nekako teh ustvarjalnih odločitve in da tudi tam lahko nudimo podpori izvajalcem, ko včasih mogoče si malo praskajo po glavi in mislijo, kako gremo zdaj od tu naprej. In nič se ne zgodi z nekom vetom na eni strani ali drugi strani, ne, ker tudi to sem že doživela, da sem mogoče rekla, a ne bi bilo bolje, da v preteklosti, ne, pred Tribom, da a ne bi bilo bolje, če bi bilo to drugače, in da je pač potem izvajalec ali izvajalka rekla, ne, tako jaz to vidim, ne. Okej. Ne, in gremo naprej. Skratka, tu poskušamo in zato se mi veliko pogovarjamo in to mogoče včasih ljudem ni čisto najbolj jasno, kaj pravzaprav delamo, ampak vse poskušamo predebatirati in analizirati in tudi argumentirati, zakaj so stvari take, kot so, ne. In seveda, včasih smo zelo usklajeni, ne, in imamo iste vizije, včasih pa zelo neusklajeni in pa rabimo precej časa, da pridemo vsem skupaj, ne, ne da pridemo toliko do kompromisa, ampak da pridemo do razumevanja, zakaj nekdo drug misli na drugačen način. A je to mogoče, zdaj, ko sem te poslušal, se mi zdi ta verzija te klasične debate v medijih, ne, da je eno je marketing, drugo je uredništvo in ta dva se ne smeta pogovarjati med sabo, ker ojoj, kaj pa če je kontaminacija med enim in drugim. Ja, mogoče, ja. To mogoče zelo lepo sporednica, ne, torej definitivno ne želimo več ohraniti idejo, da je slabo, da če izvajalec se
mogoče kanček prilagoditi trgu. Ne? Ne pravim zdaj, da to se mora zgoditi, ne? Ampak tudi mislim, da ni nič slabega v tem, da včasih malo razmisliš o tem, kaj delam oziroma za koga delam. Ne? Ker seveda lepo je delati oziroma lepo je ustvarjati velike ideje znotraj nekega vakuma in misliti, ok, to je moj najbolj avtentičen izraz, ne? Saj to je vse lepo in prav, ampak če ta tvoj najbolj avtentičen izraz pade na neplodna tla, pomeni, da nihče te ne bo poslušal, ne? Nihče ne bo slišal ta tvoj izraz. Ne? Torej, tu je nek, kaj bom rekla, nek interplay teh raznih sil, ki ni nič slabega v tem. Jaz mislim, da res lahko damo te ideje stran, ne? Da se prodamo. Komu se prodaj? Smo v Sloveniji, kaj? Ja, eden od mojih priljubljenih bendov, zdaj ga ne bom imenoval, ker ne vem, če je v vaši štali, kot se temu reče, ne, ima vers, ne, pravi, art sploh ni art, če ga kdo šteka. Mislim, to je parodija, ne, gre za slon in sadež, seveda. Ne. Ampak to sem hotel vprašati, kako pa je ta preskok, oziroma drugače, klasičen pengovski, začne vprašanje, potegne nazaj. Včasih je bil airplay, se pravi predvajanje na radijskih postajah, pa mogoče kakšna te videospotnice oziroma televizije ali pa oddaje z videospoti so bili glavni kanali za promocijo glasbe, singlov, umetnikov, umetnic. Kaj je, a danes, kaj od tega sploh še šteje? MTV je konc, pač tega. Radijske oddaje, se pravi, radiji še sicer vrtijo glasbo, samo jaz teh glasbe pač odločitev ne štekam več z izozemši Radio Slovenija, kjer pač se mi zdi temu še posvečajo pozornost, ne? Ampak tam je zakonsko obvezo. Kako danes glasba pride do poslušalstva? Ja, lej, če bi vedela. Ne, po vseh teh kanalih, jaz mislim, da tako tradicionalne medije, ne, kot torej radio, televizija in tisk, konc koncev, ne, ker tisk sicer ne moreš ti poslušati tiska, ampak vseeno je to vir informacije o novi glasbi. Kot nove medije in to digitalne, torej elektronske medije, kot spletne portale in to, kot družbene medije in YouTube in vse, ne, vse te kanale zdaj so nam na voljo, ne, torej ne bi rekla v smislu, da je zdaj en bolj pomemben ali drug, to je tudi zelo odvisno od starost tvoje publike oziroma publike, ki jo želiš dosesti in kje so oni. Ampak jaz smatram, da so vse enako, vsaj zame so vse enako pomembni in se potrudim, da smo prisotni na vseh teh kanalih, ne, kakor se le da in po najboljših močeh. Ne, in to, ampak tlele je pa spet zelo, ravno zato, ker je ta, bom rekla, medijska pokrajina tako raznolika in kot nek ghost jungle, v bistvu, ne, če si jo predstavljam takole, ne, ravno zato mislim, da je toliko bolj pomembno, da kot izvajalec ohraniš neko svojo vizijo, ampak da je ta vizija informirana in to je tisto, kar sem prej tudi hotela povedati glede ta ustvarjanja v vakuumu, ne. Tudi pri ustvarjalnem procesu mislim, da je fajn, da razmisliš o tem, kaj je tam na drugi strani, ne? In da dejansko, ko prideš potem do tega džungla, ne, tega medijskega džungla, da si vsaj opremljen z pravimi orodjami, da se lahko, kaj bom rekla, boriš s tem džunglom, ne, torej, da imaš veliko mačeto, ne, takole in da si narediš pot do poslušalca. Ampak, a je to danes možno, oziroma a je morda,
kontraintuitivno lažje, glede na to, da imamo zdaj, spet mogoče malo sem pristranski, ampak radijska scena se je končno profilirala v tem smislu, da imaš lahko rock radio, lahko imaš, ne vem, jazz radio in tako dalje. Včasih tega že zakonsko nisi mogel imeti, tehnično nisi mogel imeti, imel si lahko posamezne slote in seveda predvsem tisto, kar je bil osnovni problem sploh komercialne radijske scene, nisi imel ljudi, ki bi se na to spoznali, urednikov, razen mogoče 5 ljudi v celi državi, ki so vedeli, o čem govorijo, vse ostalo je dosti brez veze. Kako je s tem danes in recimo, ne vem, band, za katerega, to je zdaj hipotetičen primer, band, ki recimo, da obeta, tak pop rock, zelo do mainstream, pa slovenski prija do vas, kaj mora ta band že prinesti za to, da vas sploh zanima? Ja, kaj mora ta band prinesti? Predvsem bi rekla, da nam mora dogajati. To je nekaj zelo, kaj bom rekla, težko opremljivega, ampak predvsem mora biti to, vsaj zame, in seveda moj glas je eden znotraj Triba, zame mora biti to nekaj, kar v meni spodbuja nek spark ali pa neko iskrico, da mislim, to mi je fajn, to mi nekaj dogaja ali pa, in to je mogoče sem jaz recimo, če gledaš potem kako priti do publika ali pa te stvari, mogoče sem jaz ta prva, bom rekla, exhibit A publike, torej persona A. Torej persona A, to sem jaz. Jaz sem pač v osnovi zelo povprečna ženska srednjih let, mati 3 otrok, ki pač dela in ustvarja, oziroma pač poskuša si ustvarjati lepo življenje, oziroma si je že ustvarila lepo življenje. In če nekaj pride do mene in jaz se strižem se ušesi in mislim, to nekaj se dogaja in to je predvsem glasbeno, ne gledam toliko na vizuali ali pa, ali so to zdaj fantje, punce, koliko so stari, koliko so whatever, ampak predvsem, če je nekaj znotraj glasbe, kar je zanimivo zame. Če je zanimivo zame, verjamem, da lahko najdemo še druge ljudi, za katere bo to zanimivo. Če si jaz mislim, ljubi Bog, to ne gre nikamor, tudi nima smisla, da potem jaz vložim trud ali energije, ker in zato sem res se počutim kot precej privilegirana, da lahko delam znotraj Sonic Triba, kjer se lahko na tak način ukvarjam z glasbo in to isto velja tudi za Celinko in Godi Bodi, da res se lahko ukvarjamo s glasbo, za katero mi sami rečemo, to pa fajn. Koliko je pa potem, včasih je veljalo, da ni benda brez videospota, predtem je veljalo, da ni benda brez umetniško oblikovanega albuma oziroma naslovnice od albuma in tako dalje. Kaj, brez česa danes ni benda? Brez dobre glasbe. Ok, v redu, v redu. I walked right into that one, to je res. Ampak tako, a veš, operativno, ne vem, a to pomeni, da moram... Brez social media managerja. No, evo, recimo. Ampak glej, tu so, veš kaj, tlele je treba tudi malo pogledati različne pojme, kaj bom rekla, uspeha oziroma kaj je, kdaj si uspešen band. V tem trenutku v Sloveniji velja v bistvu dve stvari. Torej, ena stvar je to predvsem za mlade bende, da težko se boš prebil, če nimaš dobro, kako se mi reče, prisotnost na social media. To je predvsem za mlade bende, torej Gen Z pa Millennials. Za
starejše bende je predvsem po mojem pomembno, da imaš promotorja oziroma marketingerja, ki je res buldožer, ne? Ki gre, ki pač nivelira vse, kar je na poti in ki direktno pelje do cilja. To so dve stvari, ki mislim, da ampak ne bom rekla, da brez tega ni dobrega benda, ampak brez tega ni, bom rekla, prisotnega benda. Ko si že omenjala promotorje in tako dalje, domnevam, da to pomeni tudi bukiranje po raznih festivalih, pa lokacijah, pa tako dalje. Za nekoga, ki je Ljubljančan z kožico med prsti, kakšna je razlika, oziroma, veš, kaj že v Škofji Loki je Rdeča ostriga, recimo, ki je en tak lokalno legendaren lokacija. Ampak a je gig v takem lokalnem kaj je to, venue, ne zapravo z lepo slovensko besedo, enak pomemben ali pa enak zahteven za band kot, ne vem, ali v Ortobaru, ali na neki točki na Cankarjevu, v Stožicah. Kaj je težje delati? Te lokalne, tur po Sloveniji ali imeti dva velika koncerta, na katerega pride pol države? Veš kaj, jaz mislim, da je ravno biti prisoten na terenu je ključ do resnega uspeha, ne? In s tem posledično tudi finančnega uspeha. Ker v Sloveniji še vedno velja, da to, kar se dogaja v mestu, ni isto, kot kar se dogaja na podeželju oziroma na terenu. In da bendi, ki so lahko v Ljubljani ali mogoče v manjši meri tudi v Mariboru uspešni in napolnijo pač srednje ali velike dvorane, na terenu so včasih tudi igrajo čist pred prazno dvorano, ne? Ker ni to tako enostavno. Tako da jaz bi rekla, da kar je, če te bendi, recimo, ne, ki napolnijo Stožice, ne, kot slovenski, ne, torej Magnifico bom malo izvzela, ker mislim, da je on pač ima poseben status, ne, in da je nad vse, ne, Magnifico je Bog. Magnifico je Peder. Majke mi. Ne, ampak razumeš, kaj hočem povedati, ne? Ampak Magnifico je izvzet, ne, če gledamo te druge bende, ki so v zadnjih letih napolnili Stožice, ne, od Siddharta, Bigfoot Mama, Midva, Joker Out in ne vem, če je še bilo kakšne, torej, ki so na tem polu pop-rock glasbe, ne govorim zdaj o Avsenikih in podobnih, ker to je spet druga zgodba, ampak to so bendi, ki so močni na terenu. To so bendi, ki napolnijo posod, kamor grejo. Ne? Ali je to zdaj v Ljubljani, ali je to v Spodnjem Dupleku, ali so to Velike Žable, ali je to, ne vem, nek šotor v Dekanih, ali pa v tamle nad Ankarom tamle, ali je to v Slovenskih Konjicah, ne? To so bendi, ki so res, imajo publiko vse posod in zaradi tega so to največji bendi slovenskega področja trenutno, ne? A je kaj tega, ne vem, elitizma v tem smislu, mi smo pa zdaj preveliki, pa ne bomo več delali, ne vem, festivala vina v Vipavi ali pa, ne vem, Zmaja mlade v Postojni ali pa karkoli, dobro, to je že kar festival z resno tradicijo, ne? Ampak tako, a veš, a bend kdaj zraste, dobi malo tako, pa rata malo Ne, dvomim. To je vse, ta slovenski trg je premajhen za to, da bi bil zdaj nek elitističen ali pa ko se mi reče, hochstapler, ne? Jaz mislim, da vsak bend je lahko vesel, če ga organizator povabi, seveda postavlja svojo ceno in pa bo že videl, ali gre to skozi ali ne, ampak dvomim, da je, oziroma želim si, da ni tako, da so bendi, vsaj tisti, ki sem jih prej omenila in tisti,
ki so, kaj bom rekla, ki delajo znotraj moj kotiček, ne, ker pazi, jaz ne delam za celo glasbeno svet v Sloveniji, ampak en majhen del, mislim, da tam tega ni. Je glasba politična. Mislim, se glasba sam po sebi ni politična, ne, ampak jaz mislim, da lahko v Sloveniji vidimo kar dost, bom rekla, sporednica med politike in bom rekla glasbe oziroma glasbena pokrajina se da nekako tudi malo opredeliti v mogoče levom in desnem polu, ne, torej, ampak kar je predvsem v tem trenutku, kar se me zdi, kar vidimo, torej, če gledamo na izid zadnjih volitev, ki so v bistvu pokazali zelo sredino, ne, sredinska, kaj bom rekla, želje prebivalcev, ne, torej ne preveč na levo, ne preveč na desno, ne, in v sredini tudi glasbe, mislim, da je veliko glasbe se lahko opredeli kot nek sredinsko, ne zaradi tega, ker pač izraža neko politično stališče, ki so sredinska, ampak ki so tako glasbe, ki je všečen, ki je za velika, kaj bom rekla, za velika večina Slovencev sprejemljiva in všečna in fajn se poslušati, ne moti, je tako prijetno. Tako bom Bi lahko rekla, da je nemoteča, da je to ta kriterij. Nemoteča, neškodljivo in to ne pomeni, da ni kvalitetna. To absolutno ne pomeni to. Je lahko zelo kvalitetna, ampak je pa nemoteča oziroma, kaj bi bilo prava beseda, je pač je. Ne? Ja. In ne moreš, nima nekih, kaj bom rekla, ne moti, ne škili, ko poslušaš, pač tam je in je super krasno, lahko si polnimo dneve s tem, ampak ne bo vsaj v meni vzbudila neka zaresna čustva ali pa neka zaresna zanimanja ali pa ne, ampak pač, evo, glasba kot čugumi. Lepa. Ja, kot čugumi. Ker me pripelje nujno do vprašanja, a je bila najprej potreba po čigumiju ali glasba ali pa karkoli drugega, ne, zapolnjuje, oziroma drugače, se pravi, a ljudje rabijo ta čigumi, pa je zato glasba takšna postala, ali ljudje so vzljubili ta čigumi zato, ker ni bilo drugega? Ja, to je, kaj, chicken and the egg, ne? Ja. Ne vem, jaz iskreno, ker sem že toliko let v glasbeni industriji, ne, torej od leta 2000 pravzaprav, ne, mislim, da sem videla nekaj, kaj bom rekla, spremembe na strani medij, ki so zdajle pokazali posledice na strani publike. Ne, in to je, jaz mislim, ne vem, ali je to zdaj 1:1 lahko rečeš, zaradi tega se je to zgodilo, ampak mislim, da neka koncentracija na strani medija je povzročila tudi ta, kaj bom rekla, premik proti sredine na strani publike. Da je manj pripravljenosti na strani publike poskusiti kaj novega oziroma nekaj, kar mogoče je malo teže prebavljiv kot čugumi. Ne poješ, ne. Ja, seveda, ne, čigumi pač pluneš ven, ne, in pozabiš na. Mislim, da je to tudi ključ, da je pač ta glasba potem pozabljiva do naslednjega malega hitiča, ne. Ja, to malo grdo rečeno, če to tako rečeš. To je bilo res zelo grdo rečeno, res je. To jaz ne bi rekla, da je pozabljiva, ne, ker pazi, tudi ni to spošteno do avtorjev in do izvajalcev te glasbe, ne, ker vsak verjamemo, oziroma jaz upam,
vsak verjame v svojem izdelku in v to, kar pač predstavlja, ne? In jaz mislim, da bi bilo grdo reči, to ni dobro, to je dobro, karkoli, ker znotraj, oziroma če je dobro za enega poslušalca, pomeni, da je dobro, ne? To ne moramo reči, da to zdaj ni okej, ampak je pa res, da jaz bi si želela, da morda tudi slovenska publika včasih izbira kakšen bolj zahteven okus čagumija, ne, kot recimo one cimetove, ne, ki malo peče v ustah, ne, da misliš, to zdaj ni tako enostavno, samo malo čvekati, ampak pač moram že malo razmisliti o tem, ne, ker mogoče potem naslednjič bojo pa poskusili spet nekaj, kar je malo bolj ven iz te sredine, ne. Še to mogoče, kam se pa gre po nesredinsko glasbo v Sloveniji? Ali so to kakšne radijske postaje, so to spletne strani, ne vem, Spotify, Bandcamp, ali so to koncerti? Ja, vse to. Vse to, jaz mislim, da tlele absolutno verjamem, da tale javne radio, javne televizije tudi igra veliko vlogo, mora tudi igrati veliko vlogo v tem in večinoma bi rekla, da izpolnjuje, vsaj radije, da izpolnjujejo svojo vlogo na tem področju. Za televizije bi želela, da je mogoče malo več pozornosti, ampak tudi tam naredijo vsakič spet nek korak, ne, tudi zdaj imajo novo oddajo za mladino, ki mislim, da je zelo dobrodošla. Tako da ja, definitivno medije, definitivno koncerti, ne, in to so tako v Ljubljani manjši klubi ali pa koncertna dvorana kot Kino Šiška, Ortobar, Ljubljanski grad konec koncev, ampak tudi na terenu, ne, imaš veliko mreže teh mladinskih centrov, ki so zelo aktivni in nudijo zelo zanimive vsebine. Tako da, ja, je pač treba iti malo ven iz svojega, kaj bom rekla, ustaljene poti in iti tudi kdaj nekam, kar ne poznaš, ne, in to ne rabi biti zdajle, ne vem, Gromka na Metelkovi, ne, lahko je to tudi že Kino Šiška in da ne nek mainstream koncert, ampak neki manjši, kar morda ni tako znano, ne. Za hipet še, ne, s tradicionalnimi mediji, kaj je, ali so, ne vem, kateri so recimo tisti mediji, na katerih bi si ti želela, najin band, ki so si ga ravno kar zamislila, rekla, tjale te moramo spraviti zato, da boste vi prepoznavni. Tako, Ja. tvoj idealni spisek. Ja, ne vem, če to sploh še obstaja. Veš, včasih Mihatov oče, ne, torej od moža Guštija, ne, njegov oče je vedno verjel, da če si bil pri Mariotu v nedeljo zvečer, ne, takrat si bil, takrat je ratal, ne. In Miha, ko je šel na samostojno pot, potem, ko je zapustil Bigfoota, dolgo leta ga ni bilo pri Mariotu, ne, ker pač Mario je imel druge goste in je vedno oče rekel, ja, ampak še nisi bil pri Mariju, a ti je Mario že povedal, skratka, ja. In pa, ko je končno enkrat je bil, je pa oče, no, zdaj pa si nekaj dosegati. Skratka, včasih mogoče je bilo več teh zelo znamenitih oddaj, ki so dejansko, ali pa recimo, kar je mogoče tudi dober primer, ne, Siddharta, ko so oni takrat nastopili na Viktorjih, ne, leta 2000, 2001. Zelo dobro, ja. Prav živo vidim pred sabo, ne, te rdeče bradice, pa to, pa vse to. To je bilo veliki prelomni trenutek, se meni zdelo. Ne, in jaz mislim, da takih oddaj in takih priložnosti pravzaprav ni več, ne. Včasih so bili, ampak zdaj imamo pa milijon in enih manjših kamenčkih, ki skupaj sestavijo ta mozaik, ki bo potem kar naenkrat pokazala neka sliko. Kam pa sem noter spadajo streaming platforme, Spotify, Deezer, ne vem kaj je bolj priljubljeno med slovenskimi
izvajalci in uporabniki. Kako? YouTube, ja. Baje, ne. YouTube je prva platforma za poslušanje glasbe tudi, a ne. In potem seveda Spotify, ne. To je, ja, definitivno. Saj to absolutno je res, da radio se ne posluša več tako kot včasih. To žal, ker jaz imam rada radio kot medije, ne. Meni je fajn, da mi medije servizirajo glasbo znotraj neke uredniške politike in znotraj nekega konteksta. Ampak to je, ne, ni več to tisto, kar ljudje pač poslušajo cele dneve, ne. Ko smo že pri tem, kaj pa ti, kaj poslušaš, to bom posebej vprašal, ampak kakšna je tvoja medijska dieta? Kaj je tisto, brez česar ti ne moreš začeti dneva, stvari, ki jih, ne vem, če piješ kavo, najbrž piješ, kaj imamo tukaj pred sabo tudi, ko zjutraj prvo kavo si skuhaš, kaj so tvoji news ali drugi portali, brez katerih ne moreš začeti dneva? Če sem čisto iskrena, jaz zjutraj ne, mislim, pijem kavo, ampak še ne podam se v svet. Šele ko zapustim hišo in pridem na Tribe ali pa kjerkoli druge, takrat malo poskrolam spletne časopise in take in drugačne stvari, ampak doma res se to izogibam in predvsem igram bridge na telefonu. Fair enough, legitimno, res je. Ampak morda predsodek, ampak bi si mislil, da recimo si ti več časa kot nekdo drug posveti novicam iz, v narekovajih, industrije. Ja, to pa ja. No, torej, kaj so recimo tvoji viri? Ne? Eno od spletnih oziroma slovenskih virov, ki jo imam strašno rada in ker sem res velika fenica, je Marketing Magazine. To definitivno, to je nekaj, kar jaz veliko sledim. Zato, ker imajo tudi zanimive opazke in članke, kolumne in vse to, in tam veliko informacije, veliko inspiracije tudi dobim. Veš, ko gledaš recimo reklamne kampanje, take in drugačne, pa jaz, veš, glasba sam po sebi ni nič, to se grdo sliši, ampak naj mi nekdo ne zameri. Glasba je, na vse zadje je to izdelek, ki ga poskušamo prodati. Ne? In zato Marketing Magazine zame veliki vir inspiracije, zato ker točno to delajo. Ne? Seveda, tlele ne govorimo zdaj o jabolke in hruške, ne? Ampak tudi te kampanje, ki jih tam vidim, niso za jabolke in hruške, ne? Ampak imajo malo več premisleno. Ne? Torej, to veliko, seveda berem nizozemske časopise, ne, to predvsem za te vsakodnevne novice in kaj se dogaja na svetu. Veliko berem tudi te RTV, MMC, pa potem tudi še 24 ur za protiotez, vse te stvari, tako da ja, LinkedIn imam zelo rada. Predvsem tudi zato, da vidim, kaj prijatelje po svetu delajo, s čim se ukvarjajo. To, kar se vsakodnevne medije tiče, ja. Včasih je veljalo, da je bil New Music Express, tak industry standard medij, ne? Kaj pa je danes in globalno in morda lokalno? Če sploh kaj takega še obstaja, seveda. Ja, vse najbrž obstaja, ne vem, če se ravno toliko veliko ukvarjam s tem. Trenutno, kar imam ful rada, je Owen Katz na Insta. Jaz tudi. We love Owen. Owen is amazing. You love new music, but have you heard old music? Here's Old Music Friday. Old Music Friday. In to jaz vse malo se sliši staromodno in to najbrž sem pač, kaj bom rekla, ponosna članica svoje generacije, ampak meni to zdi tako fajn, da ja, vse novosti in ja, vse in bodimo in trend in on trend in napredni in vse to, ampak dajmo tudi ohraniti
neko spoštovanje in užitek predvsem v to, kar je že bilo, ne? In seveda Ovenkats to dela z glasbo, ne? Torej predstavlja staro glasbo oziroma Old Music Friday, res priporočam. In ampak to ne velja samo za to velja za vse, kar delamo in vse. In to isto tudi, recimo, jaz sem velika pristašica second hand shopping, ne? Torej od oblek do pohištva, do, mislim, karkoli, ne? In konec koncev to imam tudi že toliko časa istega moža. In vendar, ne, se dogajajo tudi nove stvari. Nazadnje sem te, ki si že LinkedIn omenila, ne, zaznal v kampanji za enega od trgovcev, ne, zdaj, ki niso dali glasa, damo omenja, ampak stopila si iz ozadja, ne, pred kamere, tako, tudi se mi zdi tudi en tak preskok karierni, da tako reče. Aj to sam štos, da smo nekaj malo novega probali. Ja, veš kaj, to jaz poskušam vsakič nekaj novega narediti, ne, oziroma ne novega v smislu, da je to zdaj earth-shattering in mind-blowing in to, ampak predvsem poskušam sama sebe vsakič malo izzivati in veš, isto kot da želim, da je glasba zanimivo, da nekaj mi dogaja, želim tudi, da je življenje zanimivo, ampak to ne pomeni, da je treba, ne vem, prepotovati po sveta ali pa imeti velike premoženje ali karkoli, ampak to so lahko čiste majhne stvari, ne. Recimo, da tlele sediva skupaj na kavču, da se pogovarjava, ne. To se mi zdi super fajn, nekaj posebnega se je zgodilo danes, ne. In to je, veš, no. Ne bi se mogel bolj strinjati, res je. Me pa še vedno zanima, ali so te dali šlape? Čakaj, to je bilo za une. Za trgovca, ja, mislim, da se lahko povem, da pač v Lidlu si dal kampanje, ja. Ne, pač, ker te njihove šlape... Niso mi dali šlape, so mi dali pa kar dosti drugega. Tako da, v redu. Pošteno. Veš kaj, ne smatram, da je to neki, kaj vem, da zdaj jaz delam reklamo za njih ali pa ne izhajam iz tega pri teh objavah, ne, torej, ker tudi na Insta sem dost aktivna, bom rekla, ampak to ne izhaja iz ideje, zdaj imam jaz neki izdelek in ta bom zdaj prodajala, ne. To izhaja bolj iz tega, da se jaz zjutraj zbudim, ne, in da se mi je po noči vrtelo nek filmček v glavi, ki se meni zdi ful fantastično, smešno, super, ne vem kaj, ne, in pa to grem narediti, ne, in to naredim potem zelo po svoje amatersko, ne, ampak se imam pa ful, se zabavam, pa res ful. Glih prej sem imela pogovor z našim prijateljem Petrom Kečkom, ne, ki nekaj sem mu razlagala prejšnji teden, da se meni zdi, ne, da Ortobar, veš kaj, jaz sem bila na koncertu v Ortobaru, pa tam ni bilo nobenih žensk, oziroma zelo malo, ne, a mogoče punce srednjih let, tako kot jaz, ne, mogoče ne čutimo več, da smo lahko dobrodošli v Ortobaru, ne, ker to, veš, mogoče tam ni za nas, ali pa se spomnimo Ortobar iz preteklih časih, ko je bilo vse sticky floors and dirty toilets, ne, ampak to ni več to, ne, in sem hotela to pokazati in sem šla snemati filmček, ne, v visokih petih z rdečimi ustnicami v Ortobaru, ne, in pa seveda končni izdelek ni čist ena s to vizijo, ki sem jo imela v glavi, ne, ker pač I'm not a professional filmmaker, in mi je Peter rekel, ja, ne, ampak to moraš ti tako in tako, sem rekel, Peter, boli me, kaj ti misliš, ne, ker jaz sem se imela ful sem se zabavila, ko sem šla v Orto to snemati, ne, in jaz sem tamle spila tisti gin tonic, ker pač, ne, je bilo del zgodbe, ne, in jaz sem se zabavila 100 uro, tako da mene prav briga, ali ti misliš, da je ta izdelek zdaj 100% uspešen po vseh, ne vem, meritvah in da dela svoj, ne, jaz sem se imela lepo in upam, da še kdo.
In v Ortu se zdaj pije gin tonic. Ne? Ja, ne, v Ortu se že od nekdaj Ja. pije gin tonic, ne, ja. To sem v bistvu zdaj pokaže, koliko časa jaz nisem bil Ja, no, v Ortu, vidiš. oziroma Ja, tako zelo ampak redko. Bo treba, Lahko še povem zraven, there are no sticky floors, ne? In WC-je so tipi-topi urejeni, ne? Tako da pa varovanega droba je, ne? Mislim, da ni, ne? Ni nobenega razloga, zakaj tudi fine gospodične ne bi hodile v Ortobar. No, tako. Milijon stvari bi te verjetno še moral vprašati, ampak ne ostane še kaj za naslednjič, ne še tako dober pogovor, rabi neko svojo piko. Je pa res, da vsak met in čaj zaključimo z zanimivostjo, z nečim, kar pač gostje v tem primeru meni, da bi morala širša javnost vedeti. Bodi si je to o pač svojem delu ali o karieri, kakšna zanimivost, tako in drugače. Eno bom že jaz zdaj kar povedal, ker se bojim, da bo pač ta epizoda šla ven kasneje, po 16. aprilu, ne? Ampak že zdaj upam, da bo Guštev koncert, prepričan sem, da bo čudovit. Ne? No, deva tako, še to povedati, preden prideva do zanimivosti. Sta, kaj se temu reče, življenjska sopotnika, poročena, živita skupaj, delata na različnih koncih iste industrije. Kako zelo naporno je to? Pa še to, promocijo mu zdaj ti delaš, ne? Ja, mislim. Kako zelo je tega prepletanja in a je treba to kaj bolj, a veš, ločevati tudi doma, da ne nosta posel domov, ali kako to gre? Ja, najprej to, Gušti je del Triba. In to pomeni, da ne dela samo z mano, on dela s Tribom. Torej, mi kot Tribe sodelujemo z njim. Oziroma, smo skupaj v tej zgodbi. Poleg tega pa, ne vem, midva z Miho sva že toliko časa skupaj, sva že toliko stvari dali skupaj, da sva, bom rekla, zelo uspešna, vsaj jaz mislim, uspešna ekipa, ne? Torej sva enota, ne? Torej to ne pomeni to je isto, kot kar sem prej rekla za Sonic Tribe, ne pomeni, da smo vedno, da smo istega mnenja, ampak pomeni pa, da smo vedno pripravljeni vse predebatirati, poskušati videti sortnega kota drugega človeka in se približati drug drugemu, ne ostati na svoj breg in samo tuliti v prepad. Ne? Tako da, ja, ni naporno. Ne? Ni naporno, zato ker tudi z Guštijo sem malo, jaz sem, veš kaj, jaz zadnje čase, to je čist side note, ampak veliko razmislim o tem, ne. Zadnje čase, oziroma zdaj se je spet malo nehalo s tem, ampak nekaj časa je bilo veliko govoru o tale toxic positivity, ne. In jaz sem se nekaj časa dejansko ukvarjala s tem, da bi morala biti malo manj pozitivna, ne, malo bolj pesimistična ali ne vem kaj, ne, ker očitno, ker sem se bala, da sem pač, da sem jaz, kako se mi reče, kriva temu, ne, da to delam, ne, da toxic positivity. Ampak piše, kaj jaz to res tako ne čutim, ne. In ne znam tega, in to tudi velja za odnos do Guštija, oziroma najin odnos tako osebno kot profesionalno, ne. Midva smava pač zelo fajn in to predvsem zato, ker sva že veliko časa skupaj in sva veliko časa vložila v to, da se pogovarjamo drug drugemu in da spoštujemo drug drugega in da nič ni tega, to mi ni všeč, pika. Pri nas je to mi ni všeč in pol pa zakaj, in pol pa pridejo razloga, pol pa pridejo argumente in pol pa pač, ne, včasih tudi dobiš nek nov vidik, ki misliš, takole pa sploh nisem razmislila o tem. Skratka, in to, jaz mislim, da je to, zato sem tudi, seveda, mi smo imeli, kot Tribe smo imeli
dolga debata okrog tega, ali bomo sodelovali z Guštijem ali ne. Torej, čisto iskreno, da ali je to zdaj za nas kot Tribe in zate kot direktorica Tribe, a je to pametna odločitev, da prepelješ, da prepleteš te dve stvari, ampak ravno zato, ker vem, kako funkcionirava z Guštijem in kako lahko tudi ločeva te stvari, oziroma ločeva, ne to zdaj, zdaj se pogovarjamo samo v poslu in zdaj pa samo prive, ampak ja, jaz sem zelo dobro se počutim v tem. No? Zdaj ne morem, da ne bi. Rumeni žurnalist v meni mora vprašati, a je doma Guštija in Miha? Ja, to je oboje v bistvu, oboje. To je zanimivo. Veš kaj, na začetku, ko sem jaz prišla, je bil predvsem Gušti, zato ker ta Miha mene ni, kot ime me ni nič pomenilo in tudi sem zelo hitro ugotovila, da znotraj te generacije, torej te, kaj bom rekla, tamle začetek 70 rojenih, je vsak te tretji Miha. In Gušti je le eden, vsaj zame. In zato ja, Gušti, Miha, to je, ja. No in zdaj sva končno res prišla do zanimivosti, do zadnjega vprašanja. Skratka, tell us something we don't know. Evo, z lepo slovenščino, kot vedno. Ja, tell us something we don't know. To je dobro, veš kaj, prej sem razmislila o tem, da o slovenski podeželji, jaz zelo veliko sem v Beli krajini, imam zelo rada Bele krajine in tudi veliko prijateljev v Beli krajini, oziroma veliko stikov z ljudmi, ki so doma v Beli krajini. In hkrati tudi imam dosti prijateljev, ki ne živijo v Ljubljani. In to, kar so se prej pogovarjala glede te osredotočenosti je kot band, da delaš velike koncerte v Ljubljani ali pa Maribor in če se splača biti na podeželji, jaz mislim, da se ful splača in ne samo kot band, ampak veš kaj mene najbolj zanimivo, najbolj fascinantno. Jaz zelo rada gledam Midsomer Murders. Kdo pa ne? Midsomer Murders in jaz vedno velikokrat mislim, jaz bom napisala tako knjigo, to imam ful ideje, ampak veš kaj, če se pogovarjaš s ljudmi na slovenskem podeželju, imaš scenarije za Midsomer Murders, in sploh, te like sami sebe ponujajo. To je od, ne vem, gospa, ki je lastnica kafiča ob reki, ki rada gambla, do te situacije, imam prijateljice, ki živijo v Bogunjah, to je, mislim, to so zgodbe sam sebi pišejo. In to jaz mislim, da to ne velja samo za Slovenijo, to velja tudi za Nizozemsko in jaz verjamem, da to velja vse posod, ampak jaz mislim, da smo lahko vsi majčkeno bolj odprti za zgodbe in tudi lepe stvari in bizarne stvari, ki se dogajajo okrog nas. Ja, ne vem, kaj je zanimivo v tem, ampak meni se zdi, da je življenje sam po sebi tako zanimivo, in da ne rabimo gledati ful, ne vem, drugih ljudi ali pa, ampak da smo lahko sam v svojem življenju in tam mislimo, wow, tle se pa dogaja, meni pa se napolno dogaja. Mislim, da se je tudi v tej epizodi Metinega čaja napolno dogajalo. Šantal van Maurik, hvala lepa, da si vzela čas za vse tvoje misli in pogovor. Jaz sem se imel super. Me veseli, jaz sem se tudi imela super, malo se spet bojim, da pridem čez kot tak toksik pozitiv, ampak ja, še kdaj. Hvala. Najlepša hvala tudi tebi.